Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Včasih slišimo, da bo generacija, ki prihaja za nami, gluha že dokaj mlada. No, ampak o naglušnosti bi se pogovarjali danes in to v tisti, ki s starostjo pride sama po sebi, enostavno zaradi utrujenosti materiala, če uporabim malo tehnični izraz. In z mano v studiu sta dva gosta, gospa asistentka magistra Branka Geci, doktorica medicine, audiologinja, ki je zaposlena v audiovestibuloškem centru klinike za uho, grlo, nos v Ljubljani. In gospod Franci Urankar, samostojni akustik za slušne aparate pri podjetju Videx. Pozdravljena oba. Pozdravljeni. Rekla bi, da se bomo res pogovarjali pravzaprav samo o tej naglušnosti, ki recimo pride z leti, ki se je pravzaprav nekako človek niti ne zave, ker se tako počasi pritihotapi v življenje. Ali drži, gospa doktorica? Ja, dobro ste to povedali, res se počasi pritihotapi v življenje. V prvi fazi niti ne vemo, da smo naglušni, z leti. Lahko je prvi simptom zvonjenje v ušesih, do čim smo še v komunikaciji brez težav. Na to pa, mi temu rečemo, prvo so prizadete visoke frekvence, tega še v pogovoru ne prepoznamo, ampak ko se v audiogramu začne kazati izguba v srednjih govornih frekvencah, potem imamo že težave z razumevanjem. Zdaj gospa Jana sicer kaže en audiogram, kjer imamo izgube v visokih frekvencah in simptom, ki ga ima ta pacient, je šumenje v ušesu, ni pa še problem z razumevanjem, ni toliko izgube sluha. Ko pa začne tista krivulja torej še padati, pride tudi do problemov z razumevanjem, prvo v hrupnem okolju ali takrat, ko imamo več sogovornikov, potem pa tudi že v tihem okolju. Takrat mi v audiološkem centru začnemo obravnavo pacienta, ki ponavadi pride že motiviran, da bi želel preizkusiti slušni aparat. In recimo, kdaj se potem svetuje slušni aparat? Je to pravzaprav bolj pomembno na svet zdravnika ali je bolj pomembno mogoče ta subjektivni občutek? Odvisno, kje nekdo živi, morda nekdo želi bolj slišati, morda nekdo potrebuje, nekdo, ki pa mogoče kakšen upokojenec, ki je več ali manj rad sam, mogoče tega niti ne potrebuje. Kdaj zdravnik predpiše slušni aparat? No, bom rekla, oboje je zelo pomembno, ne? In tisto, kako je pacient motiviran, kaj je po poklicu, kakšne ima interese, kako preživi prosti čas, koliko je slušno zahtevan, bomo rekli, ali hodi na koncerte, ali želi slišati mašo, ali želi biti aktivan pri pogovorih na predavanjih v neki tretji univerzi ali tako. To je ena stvar. Drugo, sorodniki zelo radi motivirajo naše starše, da zdaj pa pojdi že, ker zelo na glas poslušaš televizijo in vsi zraven tebe malo trpimo. Vloga zdravnika je pa, da približa aparat, ne samo zdravnika, ampak tudi vseh nas, ki sodelujemo vključno z servisi za slušne aparate, z dobro izurjenimi akustiki. Torej, naša vloga je, da približamo ta aparat uporabniku, da ga demistificiramo, da pokažemo, da to ni zdaj en ogromen pripomoček, ki ga bo takoj vsak zagledal za ušesom, ampak da so to tehnično zelo izpopolnjeni majhni pripomočki, ki zmorejo veliko. Poglejte, in zdaj vprašanje za vas, gospod Urankar. Na vsezadnje slušnih aparatov vemo, da je veliko. Od tistega najcenejšega, ki ga recimo predpiše dejansko zdravnik in ga tudi plača zavarovalnica, pa do recimo slušnih aparatov, za katere je treba odšteti kar nekaj denarja. Pravzaprav, v čem je ta bistvena razlika? Zakaj ne bi se človek recimo odločil vendarle za dražji aparat? Razlika med slušnimi aparati je precejšnja v načinu delovanja. Sicer se ločijo po oblikah, ločimo zauhane, v ušesne oziroma najmanj vidne sluhovodne, vendar to je delitev glede na obliko. Glede na delovanje pa v osnovi lahko rečemo, da so vsi slušni aparati ojačevalniki zvoka. V sedanjem času so več kot to, so pravzaprav namensko narejeni računalniki.
zato ker je njihova naloga potem poskrbeti za zvok, ki ga slušni aparat ulovi, da bo čim bolj primerno popravljen za naglušno osebo. To pomeni, da je primerno prilagojen glede tonov, glede jakosti, glede tega, kaj uporabnika lahko moti, naprimer šum. Največji problem pri razumevanju je okolje, kjer je lahko šum, hrup, velika ovira. Če slušni aparat zmore usmeriti sprejem zvoka strani, kjer je komunikacija prisotna, to je ponavadi recimo od spredaj, ali če je sposoben zaznati, ali je v signalu prisoten govor in ga poudariti, bo na ta način uporabniku lažje razumeti med kopico zvokov, signalov, dobrih in slabih, tisto, kar želi. Ušesa še vedno poskrbijo za to, da pač zvok pride v našo, na koncu, glavo, možgane, vendar torej na koncu je naša naloga, da razumemo, ne naloga slušnega aparata. Vendar slušni aparati, če so boljši po izvedbi, zmorejo pomagati s čistejšim zvokom, z manj poudarjanja šumov, z usmerjenim poslušanjem ali tudi z večjimi programi, ki so namensko prilagojeni za poslušanje glasbe, televizorja, da je lažje tudi v težavnejših situacijah. Dostikrat dobro pridemo skozi z neko izvedbo, ki je za upokojeno osebo, ki nikamor ne gre, povprečna. Vendar zahtevno zvočno okolje v sedanjem času je dostikrat velika težava tudi za osebo, ki je pretežno doma. Ko bo rekla tudi slušnim aparatom, jaz slišim, ampak težje razumem, kot sem pričakoval. Zato se splača potruditi tudi pri izbiranju slušnih aparatov, da se preskusi možnosti, ki so na voljo, ki pomagajo boljše. No in zdaj predlagam, da si kar ogledamo posnetek, kako izgleda, ko pride nekdo recimo v to trgovino, kjer se prodajajo slušni aparati, in k akustiku, ki poskrbi. Ja, v prostorih, kjer dobavitelj poskrbi za dobavo slušnih aparatov, je več različnih prostorov, kjer se upravljajo ali tudi določene meritve za sluh, ali kontrolo delovanja slušnih aparatov, hitre kontrole, kar se tiče same izpravnosti oziroma prilagoditve zvoka, ali tudi servisnih posegov. Vidimo v poslovalnici, kjer je nameščen že na samem spremnem delu tudi mali servisni del, da se vsak uporabnik lahko preveri, če aparat dobro deluje, njegov slušni aparat. Tu pa vidimo prihod osebe, ki ima v roki dokumentacijo, ki jo je prejela pri zdravniku specialistu za ušesa, nos in grlo. Akustik za slušne aparate pogleda, kaj so rezultati, in se v posebnem prostoru z bodočim uporabnikom pogovori, kakšne možnosti pridejo v poštev glede slušnih aparatov. Večinoma glede oblike svetuje že tudi zdravnik, nekaj informacij pridobi ponavadi oseba že tudi o načinu delovanja. Za vsako osebo pogledamo, kakšno stanje tudi v sluhovodih glede prostornosti. Lahko preverimo tudi zmožnost razumevanja besed v okolju, kjer ni hrupa, ali pa tudi z dodatnim zvočnim okoljem. Tako že na začetku pridobimo nekaj vhodnih podatkov o možnostih, o pričakovanjih. Pogleda se primerne možnosti, ki so na voljo za uporabnika, tako po obliki, kajti zavedati se moramo, da uporabnik bo s slušnim aparatom najmanj 6 let, toliko je namreč življenjska doba, in potrebno je, da uporabnik razume, kako je s slušnim aparatom potrebno poskrbeti, da bo nemoteno deloval, kako se očisti, kako se zamenja baterije. In če je želja oziroma možnosti glede sluha, da je slušni aparat zelo majhen, potem seveda tudi v takšni izvedbi v praksi ni težav. Nemalokrat pa so želje eno, realne možnosti drugačne, namreč starejša oseba morda ne vidi več tako dobro
ali spretnost ni več, kot bi potrebovali, da bi lahko dobro prijela slušni aparat, ga namestila v uho takšna oseba in vzdrževala čistočo. Poleg teh dejavnikov se pogleda tudi dodatne možnosti, ki jih slušni aparati imajo, kot smo omenili, z različnimi programi za poslušanje. Se da prilagoditi zvok potrebam primernejše. Tukaj vidimo, da akustik namesti v ušesa slušne aparate in na računalniku se spremlja odziv slušnih aparatov, kakšno poslušanje bo preko slušnih aparatov uporabnik posluša. Če so kakšne omejitve ali kakšni nasveti jih bo akustik podal, da bo uporabnik sprejel odločitev, ki bo zanj najprimernejša. Potem, ko se dogovor o slušnem aparatu, ki se bo testiral, napravi, se za osebo vsakič tudi napravi odtis ušesa, kajti prav vsak slušni aparat je izdelan po meri za uporabnika. Vsako uho je namreč različno in se, kot vidimo, napravi odtis sluhovodov, na podlagi katerega se izdela ušesni vložek za slušni aparat oziroma ohišje samega slušnega aparata, vkolikor je slušni aparat v ušesni. Vsi ti postopki so povsem neboleči, ni drugega kot, da je za nekaj minut uho zadelano z mehko maso, ki potem obdrži obliko in to nam je podlaga za izdelavo. No, in mogoče, gospa doktorica, poglejte, ljudje vendarle imamo predsodke. Se pravi, nosim slušni aparat, sem star, imam sive lase, sem stara, ne vem, ne nosim visokih pet. Mogoče je to nekaj, česar bi se otepali, kaj pravite? No, jaz mislim, da v sodobnem svetu nekako puščamo že te, bom rekla, predsodke in bi rekla, da danes, če gledamo populacijo od otrok do starejših, nekako vse bolj naravno sprejemamo te pripomočke, ker vemo, da imamo tudi MP3, imamo zmeraj nekaj lahko v ušesu, kar nam tu in tam mal bingla visi, kakšna vrvica in tako naprej. Nismo več tako frustrirani. Res pa morda starejši imajo še težave, že z vprašanjem, a imeti zdaj en aparat ali imeti kaj kar naenkrat, a takoj oba aparata. Tu bi jaz dodala, da če le možnost predlagamo vsem našim pacientom, da preizkusijo oba aparata, ker je binauralna amplifikacija, torej poslušanje z dvema aparatoma bolj naravno in prinese boljši učinek kot en aparat. To bi morda bil en predsodek, torej že imeti takoj dva aparata. Potem Francije že večkrat omenijo obliko, velikost aparata, ali je to zauheljni aparat ali je v ušesni aparat. Ne smemo poslušati vsakič samo želje pacienta, ker veste, da bo vsak pacient želel v ušesni aparat. To je zelo logično, ampak v ušesni aparati le niso tako zmogljivi in za težke izgube sluha še vedno ostajajo prva izbira zauheljni aparati, tako da je beseda strokovnjaka vseeno tukaj pomembna in jo je za poslušati. Dodala bi še nekaj, kar mislim, da je pomembno za naše poslušalce. Torej, ni samo predpisati aparat, dobiti, dati ga v uho in zdaj pričakovati takoj učinke. Zelo pomembne so vaje poslušanja. Torej, ne enkrat samo, ampak večkrat pacient naj bi prišel na vaje poslušanja, bi se mu aparat prilagodil, vsakič bi se poskušali spreminjati prilagoditve, če ni še zadovoljen, in potem pa je na pacientu, da vztrajno vadi, podamo mu navodila, v kakšnih akustičnih okoljih naj začne uporaba aparata, od tihega okolja par ur, na to gremo na težje situacije, kot je recimo prometna cesta, kot ena izredno zahtevna situacija za poslušanje. Naj ne odnehajo, naj vztrajajo, naj redno hodijo na vaje poslušanja. Sicer pa zavarovalnica itak zahteva pri postopku predpisovanja aparata preizkusno dobo.
Vsak naš prvi uporabnik dobi prvo aparat na probno obdobje do 3 mesecev, tako mu je tudi naročilnica izstavljena od strani zdravnika, da pač je to naročilnica za preizkusno dobo aparata. V tem času pacient lahko celo zamenja aparat, poskuša še kakšen drugi model ali gre iz enega servisa v drugi, če se mu ne zdi, da ni še povsem zadovoljen, in po 3 mesecih se dokončno vsi skupaj, to se pravi zdravnik, akustik in pacient, prepričamo, da imamo optimalen učinek aparata in damo trajno naročilnico za slušni aparat. No, in zdaj predlagam še naslednji posnetek. Namreč, zakaj bi se pogovarjali, če si lahko zraven še ogledujemo, kaj se dogaja, ko potem stranka že dobi slušni aparat oziroma ga pride iskat. Na posnetku vidimo del laboratorija, kjer se izdelujejo ušesne olive oziroma ohišja slušnih aparatov po meri. Odtis, ki smo ga napravili za sluhovod, se po sodobnih postopkih z laserjem skenira, tako da dobimo v računalnik tridimenzionalno sliko, ki nam služi potem za obdelavo končnega izdelka. Vidimo postopek skeniranja, kjer v računalnik pridobivamo natančne podatke o obliki sluhovoda. Ker je ta sistem zelo natančen, je tudi potem končni rezultat takšen, da ne tišči, da izgleda zelo lepo v ušesu, lahko rečemo, kajti vidimo, kako akustik v laboratoriju lahko simulacijo raznih pogledov postavlja stvari na svoje mesto, da bodo v sluhovodu recimo udobne razmere, da ne tišči, kajti tudi ko nekdo prejme slušni aparat, je to za njega novost, to je tujek v ušesu. Zato se poskrbi, da je v ušesnem vložku tudi, če je le mogoče, čim večje prezračevanje, čim večja odprtina, ki služi normaliziranju razmer, da uho ni tako zaprto. To nenazadnje vpliva precej na udobje, poleg zvoka, ki mora biti prilagojen, torej tudi samo ohišje, ki je sestavni del slušnega aparata, igra pomembno vlogo. Večkrat se pravzaprav to podcenjuje, ko govorimo le o slušnih aparatih, vendar sestavni del je tudi ohišje, lahko bi rekli obleka, ki je vsakomur narejena po meri. Včasih so postopki bili manj natančni, saj se je izdelovalo izdelek ohišja ročno, zdaj pa pri natančnosti zares veliko pripomore najsodobnejša tehnologija, ki se uporablja. Vidimo, da primerja sodelavec rezultat z računalnikom in tu vidimo že osebo, ki je prišla prevzeti slušni aparat. Zdaj je praktični del na vrsti. Oseba mora sama spoznati postopke v praksi, predhodno je pridobila navodila v pisni obliki, sedaj pa tudi z začetnimi vajami poizkusi, kako se zamenja na primer ščitnik proti cerumnu, kako se očisti izhode za zvok oziroma prezračevalno odprtino, če jo slušni aparat ima. Ti postopki res morajo biti jasni bodočim uporabnikom, zato vzpodbujamo vse, ki prejemajo slušne aparate, da izkažejo v primeru težav toliko zanimanja, da poiščejo pomoč slušnega akustika, ki bo rad pomagal z dodatnimi navodili, vajami. Se ta vsakodnevna skrb ne vzame veliko časa, vendar je pomembna, da je slušni aparat izpraven, da dobro deluje, tako kot se pričakuje v vseh razmerah. Podobno, kot si moramo umiti zobe vsak dan. Tako. In to sploh ni problem, ne? Smo navajeni teh opravil, tudi slušni aparat ali pa očala, kontaktne leče, nekaj skrbi zahtevajo, vendar ne dosti. Če smem dodati, zelo je pomembno tudi, da
poleg pacijenta, ki je starejši, ki je malo že, smo rekli, ročno manj spreten in betežen in morda kognitivno, torej težje sprejema in zaznava stvari, pride še kdo od sorodnikov, otroci, bodisi negovalci iz domov za ostarele, da se tudi oni naučijo teh postopkov, ki jih je Franci zdaj omenil, ker bodo oni za kontrolo. Tako. Oseba včasih ne ve, da ni pravilno namestila slušnega aparata ali morda povsem očistila ušesno maslo, zato je dobro, da je še kdo, ki stvari pozna, in vedno je zaželjeno, da pride spremstvo, ki lahko dodatno pripomore z informacijami pri poznavanju. Poglejte, če prav razumem, ima akustik za stranko toliko časa, kolikor ima stranka časa. Absolutno, akustik si bo vzel čas za vse, ki pridejo. Vredno je tudi morda počakati 5 minut, ne kar takoj pričakovati en stavek, dva, pa zavzeti se. Vedno je tega zaželjeno čim več, kajti ta trud se povrne v zadovoljstvu pri uporabi, pri pravilni uporabi, ne nazadnje pri boljšem poslušanju. Se bo akustik z več kontakta z osebo, ki nosi slušni aparat, spoznal morebitne težave tudi pri poslušanju in skupaj z uporabnikom boste verjetno napravili večkrat kakšne prilagoditve, ki so zelo pomembne, da je čim bolj prilagojen zvok pričakovanjem in zmožnostim primerno. Doktorica Gecijeva, vi ste že malo prej omenjali določene težave, zlasti pri recimo pri vajanju. Kaj pa potem, ko človek že enkrat ima slušni aparat? Tu verjetno gre kar za precej, če lahko rečeva, potrpežljivosti in nazadnje tudi neke pozitivne motiviranosti. Absolutno. Prvo, dajmo čas v čas. Možgani imajo svojo hitrost pri vajanju, to se pravi, odvisno je od plasticitete možganov. Vemo, da z leti ta peša, ne, morajo se prilagoditi novem načinu poslušanja s pomočjo ojačevalca. Torej, se pravi, ne bo v prvem tednu učinek in bodimo tukaj potrpežljivi, motivirajmo našega uporabnika. Statistike kažejo, koliko let se povprečna oseba odloča, da sprejme slušni aparat. Praksa že potrjuje, da so to lahko 5-7 let dolga leta in seveda se je uho odvadilo zvokov, ne da bi se oseba točno zavedala, česa vse ne sliši. Ko pa se prejme slušni aparat, seveda se upošteva, da je uporabnik zdaj začel s poslušanjem, vendar morda nekdo pričakuje takoj tisti rezultat, kot ga ima morda sosed, če tako rečem, ki je že uspešen uporabnik, ki je rehabilitiran, vajen uporabnik, zvok mu ni več nov. Tako da vzeti si čas in s postopnim privajanjem uspeh bo prišel. Poglejte, danes smo pravzaprav odvisni, rekli smo že, enkrat televizija, morda koncert, mogoče kaj svem, hodimo na predavanja, po drugi strani pa mobilni telefon, to večno telefoniranje. Ali so kakšne težave, recimo, ko človek nosi slušni aparat? Pogosto so težave, nekoliko zaradi nepoznavanja, včasih pa tudi se ne da. Če rečem nepoznavanje, je v prvi vrsti pomembno, kje slušni aparat oseba nosi. Če je v ušesu, potem precej normalno prislonimo tudi telefonski aparat k ušesu. Če je slušni aparat zauheljne oblike, je mikrofon za uhljem. In če oseba napačno prisloni mobitel ali slušalko k ušesu, potem lahko reče, slišim slabše, kot če dam slušni aparat iz ušesa. Tukaj zadošča kratek nasvet, pa potem stvari gredo. Skratka, če takole zaključimo, še dobri 2 minutki imamo. Najprej seveda, ko ugotoviš, da ne slišiš več ali da velikokrat, včasih so rekli, v mlinu se 2-krat pove, to se pravi, da si velikokrat v mlinu, recimo, da se takrat odpraviš najprej k zdravniku in seveda potem je ta pot naprej. Tako je, ja. Morda nismo na začetku poudarili pomen otorinolaringološkega pregleda. Mi se moramo prepričati, da je prevodni aparat ušesa v redu, ne?
in da imamo prosluhovod, da sploh lahko naprej pol gremo v diagnostiko in da lahko pol pošljemo pacienta na servis, da se mu izdela ušesni vložek. To se pravi, prvi korak, prva točka je pregled pri otorinolaringologu in testiranje. Potem seveda, ko dobi slušni aparat, kako je pa potem s pregledi zdravniškimi oziroma s to naročilnico? Ja, kar se tiče pregledov, je dobro, da pacient prvo gre na pregled k zdravniku, če ima kakšne težave z aparatom, ker so one lahko že samo zaradi cerumna, zaradi ušesnega masla, ki ga bo že družinski splošni zdravnik z lahkoto odpravijo. Potem pa na servis, da se vidi, ali aparat deluje, kako deluje. Ko pa poteče 6 let, potem ima naš pacient pravico do novega slušnega aparata, ki ga dobi lahko na naročilnico. To se pravi, govorimo o tem osnovnem aparatu, vse ostalo, kar pa želi več, pa seveda se doplača. Takole, naš čas se je iztekel, hvala lepa za pogovor. Spoštovane gospe in gospodje, rada bi povedala, prihodnji teden ob istem času mi trije nadaljujemo ta pogovor, to je bil šele prvi del. Namreč z naglušnostjo, tako kot je že gospa doktorica na začetku povedala, mnogokrat pride še do neke druge težave. To je šumenje v ušesih, tako se mu reče, oziroma tinnitus. Marsikdo ga ima, pa se mogoče tega niti ne zaveda, ali pa se še kako dobro zaveda, kajti kvaliteta življenja zaradi tega pada. Pa ni nujno potrebno. Bodite z nami prihodnji teden ob istem času. Hvala. Hvala.